Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. V petek smo dobili prvo letošnjo konkretno pošiljko naravnega snega, ki so se je seveda zelo razveselili tudi turistični delavci, gostinci in žičničarji v Zgornjesavski dolini. Kako tudi ne, zimska sezona bo zdaj prav gotovo lažja. Ja, v Kranjski Gori smo zelo veseli, da nam je po več kot 40 dneh obratovanja našega smučišča zapadel prvi naravni sneg. Gostov je bilo v letošnji sezoni do sedaj nekje okrog 14% več kot v lanskoletni sezoni. Je pa seveda res, da smo po dolgih letih tako žičničarji kot ostalo turistično gospodarstvo imeli v času božično-novoletnih praznikov lepo vreme, sončno vreme. In da smo seveda žičničarji, kljub temu, da smo imeli ogromno obratovalnih stroškov, naredili tudi umetni sneg, tako da smo z začetkom sezone in pa seveda tudi z nadaljevanjem zelo zadovoljni. Glede na to, da je padel naravni sneg, smo uspeli odpreti tudi smučišče v Podkorenu, našo priljubljeno družinsko smučišče Velika dolina. Trenutno obratujeta dve napravi, vlečnica Kolovrat in vlečnica Bedenc ter seveda otroški trak. V Kranjski Gori pa obratujejo vse naprave razen vlečnice Preseka, tako da se maksimalno trudimo. Obratujemo od 9. do 16. ure, vsak večer razen ob ponedeljkih pa obratuje tudi nočna smuka od 19. do 22. ure. Vabljeni na naše smučišče. Te dni pa je povsem čarobna tudi alpska vasica v Kranjski Gori. Odeta v belo snežno odejo ter lepo osvetljena, je dobila svojevrsten čar in tako še bolj vabi obiskovalce, da si jo pridejo ogledat in se tja malo podružit. Alpska vasica v Kranjski Gori je na trgu pred cerkvijo. Stojnice in trgovinice z raznovrstno ponudbo so odprte in z veseljem pričakujejo obiskovalce. Kranjskogorski policisti so s hrvaškim kolegom na smučišču v Mojstrani osnovnošolskim otrokom predstavili FIS pravila o varnem smučanju in o varnosti na smučiščih. 63 otrok in 10 učiteljev so poučili tudi o delu policije na smučišču, obravnavi in razlogih za nesreče ter o pripomočkih, ki zagotavljajo varnost. Vsi otroci so vedeli, da je zanje obvezna čelada. Povedali so, da jo bodo uporabljali tudi, ko bodo starejši. Brez vsakršnih težav pa so znali odgovoriti tudi na vprašanje hrvaškega policista smučarja o najboljši slovenski in najboljši hrvaški smučarki. Včeraj in danes je dolina pod Poncami šestič zapored gostila svetovni dan snega. Otroci so na snegu lahko uživali v družbi znanih športnikov. Na prostoru ob izteku malih skakalnic v Planici organizatorji iz OK Planica pripravljajo različne športne dejavnosti, od skakalnice Mini Planica s Francijem Petkom in smučarskih skokov z Anjo Tepeš do deskanja na snegu z Žanom Koširjem. Udeleženci so se lahko tudi sankali, se preizkusili v hokeju in nogometu na snegu ter letos tudi prvič v odbojki na snegu. Tisti z bolj pustolovskim duhom pa so se lahko podali na iskanje izgubljenega zaklada. Lahko naprej, ali rajš ne? Pravi, da ne, to je ženska enakopravnost. V redu, super. Zala, hvala, torej štartamo vsi z enakega mesta. 3, 2, 1, gremo! Poglejte, kako je zanačeno! Palica seveda je padla, kot pada pri slalomistih, veleslalomistih. Dogodek lahko imenujemo tudi planiške igre brez meja, ki so namenjene otrokom vseh starosti in so tudi del gibanja specialne olimpijade Slovenije. V soboto so tako gostili tudi male in velike junake z motnjami v duševnem razvoju. Njihov moto, pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu, je prav zagotovo lahko moto vseh udeležencev dvodnevnega dogodka v Planici. V dvorani Vitranc v Kranjski Gori pa je bil včeraj pravi žur, saj so nastopili pop dizajni,
goste pa so povabili še znanega pevca Daniela, ki je legendaren postal s svojo Julie. Stigla je sama sa ljetom, prišla i rekla hello. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo prelistali še koledar prireditev. V torek ob 16:30 bo muzejski večer v Ruardovi graščini na Stari Savi na Jesenicah. Naslovili so ga Jesenice, mesto železarjev, arhitektura in kultura. Predaval bo kustos Zgornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik. Prireditev Igrajmo se stare igre bo v Železarskem muzeju na Stari Savi na Jesenicah v torek ob 9:30. Tekmovanje svetovnega pokala v alpskem smučanju za športnike invalide bo potekalo od srede do petka na poligonu v Podkorenu. V sredo ob 19. uri bo v fotogaleriji v avli gledališča na Jesenicah odprtje razstave fotografij Milana Malovrha. Od petka do nedelje od 10 do 18 si v Mlačci v Mojstrani lahko ogledate ledeno kraljestvo. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani bodo v petek ob 18. odprli gostujočo razstavo Naši gorski strelci. Razstava pripoveduje zgodbo o cesarsko-kraljevem gorskem strelskem polku številka 2, najbolj slovenski enoti avstro-ogrske vojske in hkrati prvi slovenski vojaški gorski enoti, ki se je v prvi svetovni vojni borila v Galiciji, na Tirolskem, na Soški fronti in ob reki Pjavi. Predstava kulturnega društva Jožef Virk Dob Babičina marmelada bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v soboto ob 17. Vsak dan od 9 do 22 se lahko preizkusite v lednem plezanju v soteski Mlačca v Mojstrani. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene Kronike tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje prihodnjo nedeljo. Srečno!